Ja, jaz pač ne bom mogla čisto potrditi, ne, tiste tvoje prve teze, ampak bolj to drugo. In sicer res je, mi strani nismo uspeli zgubiti, a ne, mi smo jih dodajali, ampak ne na račun tega, da bi ne vem kako nekako širili samo poročanje, ampak smo bolj konkretno nagovarjali podatkovne točke, a ne, čisto sistematično, kako smo pristopali, a ne. Saj mogoče zdajle sem razmišljala vmes, pa bom samo ven potegnila, ker mogoče nisem čisto predstavljiv, a ne, tu imam jaz eno kopijo standardov, a ne. Tole je eden od redkih printov našega letnega poročila, a ne. In recimo 1/3 tega je pač trajnostni del, a ne. Saj na digitalnih, mislim, v spletnih oblikah lahko scrollaš, ampak je tako, da jaz sem zdajle šla jih prav prešteti z namenom, ker smo za tole pripravili, pa smo se tudi malo pogovarjali. Mi smo iz 194 strani, pa nismo slik dodajali, imamo dobesedno enako število slik, 236 strani na koncu imeli, in to je 42 strani plusa in jih je po vseh segmentih, EU, SEju, G-ju, še mogoče najmanj na ESRS2. Bi pa res rekla to, da kar pa je bil napredek, a ne, in bi res temu rekla nadgradnja poročanja, je to, da smo nekatere stvari zdaj bolj poznali in znali nagovoriti s počemer, kar so nam recimo revizorji vzpostavili. Da smo bolj konkretno stvari opisovali, bolj povezovali, manj se sklicovali, da zgodbe tečejo, smo si tudi zamislili pač, če nekdo bere, ne bo verjetno vsega bral, bo razdelek njemu nekaj že sam po sebi sporoči. Tako da smo res tukaj zelo veliko naredili tudi dobesedno napredka, recimo, ker se mogoče ne zdi tako zahtevno, ampak ko se lotiš, pa je vsako leto jasnejša, ne, je razlika že med cilji pa ukrepi, da te stojijo vsak zase in potem povezati to z ostalimi, a ne, z IROT-i, s politikami in tako naprej. Tako da je bilo obsežnejše poročanje, ampak jaz bi rekla, da je nadgradnja, pa vsekakor kljub temu za ekipo lažje, no. Drugo leto je bilo lažje. Kristjan, kak je bilo v Talumu? Koliko ste vi močni, šibki po straneh? Ja, lep pozdrav vsem najprej. Vanessa, hvala za povabilo, za organizacijo. Ja, ta 1/3 trajnostni del, tu se kar najdemo, ne. Tako je kolegica rekla, ker sem si malo vmes zapisal, kaj je rekla. Tudi jaz približno 1/3, tudi v prvem letu poročanja je bila približno 1/3. Tudi jaz se morda strinjam s tem, da nismo uspeli veliko zmanjšati, vsaj v tem drugem letu, ampak zdi se mi, da smo še vsi skupaj še vedno v procesu učenja, ne, poročanje, osvajanje tega je še vedno proces učenja. Ja, boljše razumemo, smo mogoče interno bolj vitki, tudi ekipe, ki se ukvarjajo z trajnostnostjo v podjetju, boljše razumejo, kaj to je, boljše razumejo, na katere segmente vse to vpliva. Še mogoče največja dodana vrednost vsega tega bi pa izpostavil to, da razumemo, da je trajnostno poročilo zgolj posledica vsega tega, kar počnemo, in da smo po tem drugem letu priprave poročila bolj znali integrirati to trajnostnost z drugimi poslovnimi procesi, ki tečejo, in pa morda smo v drugem letu boljše razumeli, kako prepoznani vplivi, tveganja in priložnosti vplivajo oziroma so povezani z neko našo strategijo in poslovnim modelom. Se pravi, na kak način se to, kar mi počnemo, kar želimo početi, dopolnjuje z tem, kar pač smo mi v okviru trajnostnosti počnemo in kar smo v okviru trajnostnosti tudi poročali, no. Super. Mojca Kodre, to je ogromna skupina, Atlantic Grupa. Kako ste vi obsežni letos? Potrjujete bolj evropsko pravilo ali slovensko? Lep pozdrav vsem skupaj, pa hvala za vabilo. Jaz me žal moram razočarati, jaz nisem nikoli štela strani, tako da ne vem, rekla bi, da smo
kar na enakem, približno. Res je, da smo zmanjšali število IROT-ov za 8, iz 44 smo sedaj na 35. Ampak bi pa rekla, da smo pa res naredili velik napredek v internih sistemih, v samem pridobivanju podatkov. Tukaj smo precej truda vložili v samo kvaliteto, v digitalizacijo. Ampak, če gledamo samo strogo poročanje, strukturo smo postavili lani in na njej smo gradili tudi letos in jaz bi rekla, da tukaj ni nekih večjih sprememb. Mateja, kako je v Slovenskih železnicah? Tudi vi ste raznovrstni. Ste šli bolj v ekspanzijo ali v ožanje letos? Ja, Vanessa, najprej hvala za povabilo. Mi smo si zadali prav cilj, da ga skrajšujemo oziroma fokusiramo, čeprav na koncu moram reči, da glede na vse zahteve in podatkovne točke, ki jih je treba razkriti, nekaj prav veliko ni bilo možno. Ker to smo dobili tudi usmeritev strani revizijske komisije, recimo pri nas, ker je veliko, se pravi, imamo različne dejavnosti. Za leto 2025 smo priključili še čist novo skupino v konsolidirano trajnostno poročanje, skupino Nomago. Tako da smo en del procesa morali tudi še postaviti, vključiti. Smo mogoče pri sklicevanjih pogledali ali pa pri ponavljanjih, ker standard zahteva včasih tudi iste vsebine, to smo zelo podrobno prebrali pa prečistili, da se nismo v navajanju ponavljali. Nismo pa, bi rekla, uspeli nekaj veliko skrajšati, še vedno pa ostaja trajnostni del, najbolj obsežen del v letnem poročilu. Tako da Se pravi, smo še... Tako, super. Zdaj povem še izkušnjo, ki je z nami delila Jasmina Roškar. Se pravi, čist po število straneh, če smo čist konkretni, je njihovo poročilo za leto 2024 imelo 109 strani, ta trajnostni del, letošnje za lani 154, se pravi, da je tudi skupina Pošta letos nekako še podaljšala, ocenjujejo pa, da je pa nekoliko bolj jedrnato. Zakaj so povečali? Predvsem zaradi priporočila revizorjev. Njihova izkušnja je bila, da menjali so revizorja, da določena so bila poročila prvega revizorja in so potem seveda morali še z drugimi interpretacijami drugega revizorja stvari še nekako krepiti, tiste informacije, ki so jo razkrivali. Pač pa ocenjujejo na Pošti, da se pa kakovost izboljšuje.